Lepo zdrav, Mihael sem s tabo in danes imam zate vpogled iz kristalnih kart. Ja, temu bi rad namenil ta video in rad bi ti povedal vodstvo za ta mesec zdaj iz kristalnih kart, ki sem jih naredil pred kratkim. Kristalne karte, ki so absolutno izjemen produkt, zaradi tega, ker sem v njih združil kristalno modrost, intuitivna sporočila kristalov in vse skupaj je udelano v portalne slike, ki dajo resnično močna sporočila. Tako da kristalne karte so ena taka stvar, katero verjamem, da bi mogel vsak človek, ki ima močno povezavo s kristali in z duhovnimi energijami, imeti v svojem življenju. Tako da danes bi ti rad dal 3 vpogleda v te kristalne karte. Postavil sem 3 vprašanja vesolju, za vodstvo za finance, vodstvo za odnose in vodstvo za manifestacijo. Tako da kmalu ti povem več o njih, še prej bi te pa rad povabil na brezplačni dogodek, ja, popolnoma brezplačni dogodek, ki bo 14. decembra na spletu. In na tem dogodku bom delal obširne readinge z kristalnih kart in bom odgovoril na mnoga vprašanja, na katere ljudje rabijo slišati odgovore, in verjamem, da ti bom zelo pomagal in te bom seveda tudi bogato obdaril na tem dogodku. Je pa še en skriti gost, presenečen, ker zdaj ni več skriti, je pa Kristi, ki se mi bo pridružila na tem dogodku in bo spregovorila o svojih portalnih slikah. Portalne slike so pa nov energijski portal, ki ga je Kristi ustvarjala. In je resnično izjemna stvar, ampak bom pustil njej, da več pove o svojih portalnih slikah. Skratka, 14.9. po fočki se na tem eventu povab svoje prijatelje, ker bomo imeli čudovit večer. No, skratka, jaz sem zdaj vprašal kristalne karte za 3 vodstva, za 3 sporočila, za finance, za odnose in za manifestacijo za Slovenijo. Zakaj za Slovenijo? Zakaj ti lahko dam zdaj univerzalno sporočilo? Zaradi tega, ja, vsak človek ima svojo individualno psiho, ne? Ampak glede na to, da živimo v Sloveniji, da smo Slovenci, imamo v ozadju kolektivno psiho, slovensko psiho, ki nas na nek način soustvarja. In zdaj bi ti rad dal sporočilo, naprimer za finance. Jaz sem te karte že odprl, tako da se bojo naslikale nad mano gorih, vsaka karta, ki sem jo odprl za posamezno vprašanje. In ko sem vprašal karte, vodstvo za Slovenijo, za finance, se je odprla karta Akvamarina. Pa naj ti preberem, kaj ta karta sporoča. Kliče te globja resnica. Glede spraševanega potrebuješ dodatne informacije in uvide, ki se skrivajo v ozadju. In pomembno je, da se usedeš v čoln resnice in odveslaš v osrčje energije ter jo raziščeš. Kaj to pomeni? To pomeni, da če želiš ustvarjati finance zdaj v tem obdobju, je zate zelo pomembno, da delaš tisto, kar ti resnično želiš. Da delaš tisto, kar dobro raziščeš. Zaradi tega, ker včasih ljudje, naprimer, ko se lotijo finančnih projektov ali pa služb ali pa karier, delajo nekaj, kar ne poznajo v resnici globoko, ne? Naprimer, če se zaposliš v nekem podjetju, res poskrb, da razumeš, v kakšni firmi si, da razumeš, da so ljudje v ozadju, kakšno poslanstvo podjetja, ne? A res želiš delati tam? Ker če se ti, naprimer, lahko poistovetiš s poslanstvom podjetja, potem boš lahko uspešno delala v tem podjetju in potem te bojo dobro plačali za to, ne? Ali pa če prodajaš kakršnokoli stvar kot podjetnik, podjetnica, res poskrb, da razumeš svoj poslovni proces, da razumeš, kakšna je misija tvoje firme, kaj hočeš doseči s svojim podjetjem, da res imaš informacije, da zbereš informacije, ne? Ne da se kar vržeš v neko stvar in ne veš točno, kaj v bistvu moraš početi, ne? Rabiš raziskati. In če ti dobro zdaj raziščeš stvari, s katerimi se ukvarjaš, potem ti bo ti projekti, te stvari tudi prinašali finance, ki si želiš. Evo, to je bil prvi uvid v finance. Potem je bilo drugo vprašanje, ki sem ga postavil, kaj je trenutno za Slovence zelo pomembno, glede odnosov v Sloveniji, se je pojavila karta Kianita. Evo, to je ta čudovita karta z vlakom, mistična karta. In naj ti preberem sporočilo kristala Kianit. Kaj Kianit pravi za odnose v Sloveniji? Da se ti življenje postavi na želene tirnice. Povej tisto, kar čutiš. Besede resnice so tvoje močno orodje za doseganje in gradnjo, a jih je treba uporabljati. In vsaka izrečena beseda lastne resnice tlakuje tvojo pot sreče. No, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da če želimo imeti lepe odnose, če želiš imeti močne odnose, rabijo biti ti odnosi resnični. Naprimer, včasih kolektivno vidim v Sloveniji, da ljudje ne povejo tisto, kar v resnici čutijo človeku, s katerim se pogovarjajo. Velike zadržanih besed, velike zadržanih misli. Dostikrat ljudje niso resnični za svojimi dragimi, ne? In potem
valjda taki odnosi ne more funkcionirati, ne? Treba je dati ven tisto, kar se tle noter kuha, čez grlo, pa povedati tako, kot je. Ali je zdaj ta resnica prijetna, ali ta resnica ni prijetna, to niti v tej fazi ni pomembno, ne? Ker odnos ima možnost rasti, odnos ima možnost, da se razvija samo takrat, ker res oba v odnosu veta, kaj drug človek je oziroma kaj si drug človek misli, ne? Nobenega prikrivanja, nobene podzavestne manipulacije in dobene neiskrenosti. In potem je to dober temelj za gradnjo odnosov. In Kianit to sporoča. Kianit sporoča, da lahko mi zgradimo dobre odnose samo, če povemo tisto, kar v resnici čutimo. Ne? In to je ena taka karta, ki je padla ven, v bistvu za to vprašanje. Sem rekel, ok, to je prav šolsko. Tisto, kar sem tudi že jaz prej opazil pri ljudeh v Sloveniji. Ne? Da, če imajo lekcijo na odnosih, imajo lekcijo v večini primerov zaradi tega, ker ne povejo, kaj v resnici čutijo. Ne? Tako da, evo, to je vodstvo kristalnih kart za odnose. In potem je bilo še tretje vprašanje, vodstvo za manifestacijo v Sloveniji. To zapravo, kar morajo zdaj Slovenci kolektivno vedeti, če želijo manifestirati. Manifestacija pomeni, da se doseže tisto, kar si želimo, ne? Da narediš tisto, da se zgodi tisto v svetu, kar si želiš. To pomeni, da si dober manifestator. In je prišla karta zlata, zlato. Kristal zlata se je pojavil. To je taka izjemna karta, ki te učara takoj, ko jo vidiš. Ne? In njeno sporočilo je zelo močno. Osreči svojega notranjega otroka. To je vstopnica v zlato življenje, kjer imaš vse, kar si želiš. Kajti ona ve, kaj ti je resnično pomembno in te nikoli ne zmede z napačnimi nasveti. Če želiš imeti močno manifestacijo, mora ta manifestacija izhajati iz tvojega notranjega otroka. Ne, da delaš v življenju stvari na način, ali pa da delaš tisto, kar tvoj odrasli je naučen, da mora delati. Ampak začni delati tisto, kar v resnici čutiš, da želiš delati. In ja, naše življenje je na zanimiv način sestavljeno. Zaradi tega, ker ko smo mi majhni, ko smo mi, ne vem, še otroci, ko smo stari 4, 5, 6, 7, ne vem, 10 let, takrat mi začutimo znotraj sebe, kaj v življenju je naša resnica, kaj v življenju mi hočemo delati. Takrat je ta inspiracija iskrena. Ne? Potem, kasneje pride kalkuliranje. Ne? Ja, zdaj, če bom pa jaz šla na ta faks, potem bo lahko službo tukaj dobila, ja, to pa ni najboljš plačen. Veš, kaj grem jaz to študirati? Ne? Ja, ne vem, kaj pa naj delam, bom vzela prvi biznis, ki pride mim. Ne? Ja, pa se službe je težko dobiti, pa bom jaz šla kar stricu delati. Ne? Boljš kot nič. Ne? V bistvu ljudje začnejo potem kalkulirane odločitve delati. In valjda se jim manifestacija ne spelje. Ne? In tudi mnogokrat ljudje dovolijo, da mnenja drugih ljudi ali pa to, kaj drugi ljudje mislijo, da je mogoče vpliva na njih. Naprimer, en tak primer je hiša. Ne? Veliko ljudi se želi imeti hišo, potem pa nek sosed, tam se je matro zato, da je zgradil bajto, pa celo življenje šparo in se odrekel in zdaj ima to hišo. Ne? In ta sosed zdaj pravi, koliko je hišo težko zgraditi. Mogoče treba najti pa človeka, ki je hišo lažje zgradil, ne? Hitreje zgradil, bolj enostavno zgradil, bo mogoče imel drugačen manifestacijski nasvet. Ne? In vse te resnice, veš, glede naše manifestacije izhajajo iz našega notranjega otroka. Če mi delamo tisto, kar naš notranji otrok čuti, da želi delati, potem bomo v tem uživali, potem bomo ob tem začutili strast in ko mi enkrat strast vpletemo v tisto, kar delamo, se to zgodi. Včasih je človek na zemlji najbolj pameten, pa se naredi šolsko prav, pa se stvari ne bojo zgodile. Če pa človek vnese strast v to, kar počne, potem se pa neka nevidna kozmična sila manifestira v teh stvarih, ki jih počne in se stvari zgodijo. In to strast, to rešitev ima notranji otrok. Zato potem naše življenje lahko postane zlato, a ne? Tako da, evo, hotel sem ti dati danes 3 uvide v to, kaj kot Slovenec, Slovenka na tem področju v tem času je fajn, da narediš za odnose, za manifestacijo in za tvoje finance. Tako, to so bile kristalne karte. Še enkrat, 14.9. prid na brezplačni dogodek, ti bom več o njih povedal, pa ti bom tudi več sporočil dal, pa en fajn program imam zate. In na povezavi, ki je pripeta v tem videu, se lahko tudi prijaviš. Pa lahko tudi zašeraš s svojim prijateljem. Res, več nas bo, bolj se bomo imeli. Imej se lepo.